V Murski Soboti bo prihajajoči vikend zelo veselo. Potekalo bo namreč 18. mednarodno srečanje harmonikarjev Pannonija Accordium. Zato imamo danes tukaj pri nas v studiu v gosteh predsednika Društva harmonikarjev Murska Sobota, gospoda Mateja Zavca. Pozdravljeni. Pozdravljeni vi in vsi gledalci. Nam lahko prosim poveste, kaj nas čaka na tokratnem mednarodnem tekmovanju? Kako bo potekalo? Dejali ste, da je razdeljeno v 3 sklope. Povejte nam prosim kaj več. Tako, 18. mednarodno srečanje harmonikarjev poteka zdaj že od leta 2018 v Murski Soboti. Predtem je bilo v Moravskih Toplicah in v Beltincih. Tako, srečanje poteka na 3 nivojih nekako. En je tekmovalni del. Tekmovanja se udeležuje letos 98 tekmovalcev iz 8 držav. Iz Slovenije, Italije, Nemčije, Slovaške, potem Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore. Potem, se pravi, tekmovalci tekmujejo v različnih disciplinah, se pravi v klasični glasbi, komorni glasbi, se pravi skupinska igra, tudi klasična glasba, potem pa druge zvrsti zabavna glasba, varieté, jazz, narodnozabavna glasba in potem še je možnost pri solističnih disciplinah tekmovati tudi z diatonično ali pa klavirsko oziroma gumbno harmoniko. Tekmovalci so potem po starosti razdeljeni v različne kategorije, do 9 let, do 11 let, 13, 15, potem srednji šolci tudi do 17, 19 in potem starejši študentje in do 33 let stari tekmovalci. Drugi del je koncertni del. Tu imamo 3 močnejše koncerte večerne, če tako povem. V gledališču Park bo že danes potekal otvoritveni koncert, kjer bomo imeli na enem odru ob istem času oziroma na istem koncertu zasedbe iz Ukrajine in Rusije. Nastopil bo duo oče in sin, duo tandem iz Ukrajine, to sta Mihail in Fedor Šejko. Po pozdravnih govorih župana in tudi naših članov pa še zelo priznani ruski duo Eduard Ahanov in Sergej Osokin, ki spada med boljše jazz harmonikarje v svetu. Jutri bomo zvečer v gledališču prav tako ob 20. uri gostili italijanskega jazz harmonikarja Renza Ruggerija, ki bo obenem tudi član strokovne žirije. V soboto pa bo v baročnem salonu ob 19. uri v Soboškem gradu še zaključni koncert nagrajencev, kjer bomo slišali tiste, ki jim bodo strokovne žirije podelile najvišje število točk. Člani strokovnih žirij, ki bodo ocenjevali tekmovalce, so priznani profesorji, glasbeniki iz evropskih držav, Predrag Janković iz Črne gore, potem Miljan Bjeletić iz Srbije in Ivan Šverko iz Hrvaške. Potem slovenski predstavniki so Matjaž Balažic, Mikela Uršič in Amadej Hercog. Matjaž in Amadej sta tudi rojaka naša, prekmurska, ki sicer poučujeta v Mariboru na konzervatoriju. Pa potem tudi, kot sem omenil, Renzo Ruggeri, Paolo Picchio iz Italije. To so eminentna imena iz glasbenega sveta, harmonikarskega glasbenega sveta. Tretji del pa je izobraževalni del. Tu bomo predstavili novosti na področju izdelave inštrumentov, kjer bo letos na vrsti firma Bugari iz Italije. Običajno imamo enega predstavnika oziroma razstavljalca vsako leto, ki potem predstavi novosti na njegovem področju. Oni so tudi pripeljali Renza Ruggerija. Poleg tega pa bo Paolo Picchio, ki je obenem član strokovne žirije, še izvedel en izobraževalni del, se pravi predavanje na temo argentinskega tanga. Osebno se je poznal z Astorjem Piazzolo in njegovo družino, tako je napisal tudi knjigo, neke vrste biografijo, Astor Piazzolla, oče argentinskega tanga. Renzo Ruggeri pa bo v sobotnem dnevu, tokom dneva še nudil izobraževalne ure za tiste, ki bi želeli se izpopolnjevati na področju jazza s harmoniko.
Zdaj to srečanje seveda organizirate že 18-tič, zanimanja je vedno več, letos ste dejali 98 tekmovalcev se je prijavilo. Kakšno pa je kaj zanimanje med obiskovalci? Kakšen obisk pričakujete? To mednarodno srečanje Pannonia Accordion se je nekako v Murski Soboti prijelo. Kot sem povedal, smo prvih 5 let gostovali v Moravskih Toplicah, potem smo se zaradi prostorske stiske preselili v Beltince, kjer smo imeli več možnosti dvoran. Potem leta 2018 pa je nekako tudi z takratnega vodstva Soboške občine bila ponujena roka za sodelovanje in smo potem zadevo preselili sem. Najprej so bila tekmovanja v Evangeličanski cerkvi in v prostorih restauracije Zvezda. Potem pa smo s časoma začeli koristiti baročni salon. Letos pa bo kompletno dogajanje, kar se tekmovanja tiče, v prostorih Soboškega gradu, torej zabavne kategorije v prostorih Mika, klasična glasba pa v baročnem salonu. Publika, kot sem prej povedal, je to sprejela, koncerti so zelo dobro obiskani. Naj pa povem vsem, ki morda želijo, predvsem gre tu za mlade, mogoče učence glasbenih šol ali pa tiste, ki jih to še zanima, da je tudi tekmovalni del javnega značaja, torej je možno si ogledati vse, kar poteka tudi v sklopu tekmovanja, torej preko dneva, urnik vseh starostnih kategorij, kdaj kdo tekmuje, v kateri glasbeni zvrsti, pa je na naši spletni strani www.pannoniaaccordion.com. Kje pa lahko obiskovalci kupijo vstopnice ali kako se lahko udeležijo? Ker smo uspeli pridobiti nekaj sredstev od Mestne občine Murska Sobota, nekaj sredstev od Ministrstva za kulturo in potem tudi od nekaj donatorjev, naj omenim še Pomurske lekarne, pa potem firma Bugari, pa občina Beltinci, so vse prireditve, ki potekajo v okviru našega srečanja, brezplačne. Torej, vstopnic ni potrebno plačati. Glede na to, da so to specifične vsebine, tudi ne pričakujemo toliko obiska, da bi bilo premalo, je pa res premalo prostora v gledališču, je pa res, da se nam je že enkrat zgodilo, da so ljudje tudi v zadnjih vrstah stali in nosili sedeže. Tako da prost je vstop, lepo vabljeni vsi, ki vas zanima kaj takšnega. Še mogoče kak napotek za obiskovalce, mogoče predvsem glede tega tekmovalnega dela, da nekako karkoli, da mogoče ne bi motili seveda tekmovalcev ali karkoli. No, tekmovalni del poteka tako kot na vseh resnih tekmovanjih, torej mi zagotavljamo vsem tekmovalcem enake pogoje za izvedbo svojega programa, torej v dvorani mora biti tišina, ne dovolimo nekakšne premikanja med izvedbo katerega izmed tekmovalcev. V teh premorih, v pavzah pa seveda je zaželeno, da tudi z tekmovalci, z mentorji, ki jih je tudi čez 50 letos, predebatiramo. Naj povem, da eden izmed smislov tega srečanja je tudi povezovanje oziroma izmenjava izkušenj. Pri nas, v primerjavi z ameriškim svetom, je tekmovanje ena izmed oblik druženja, povezovanja strokovne javnosti, dočim v Ameriki recimo so to bolj masterklasi, takšna izobraževalna srečanja. Pri nas je tekmovanje, ni samo tekmovanje, ampak kot sem povedal, z vsemi člani žirije lahko tekmovalci in njihovi mentorji spregovorijo v tem času, ko so tukaj na voljo. Tako da na koncu, če črto potegnem zdaj pod teh 18 let, marsikatere glasbene vsebine, recimo predvsem zabavna glasba, ki je v preteklosti bila nekako v glasbenih šolah odrinjena na stranski tir, nekako je bilo neko tiho pravilo, da tega pa ne, se je zdaj v teh 18-20 letih, odkar to organiziramo, nivoj izvajanja te glasbe se je pri otrocih resnično dvignil. Spremenil se je tudi odnos klasičnih glasbenikov do džeza in zabavnih vsebin in tudi obratno. Tudi marsikateri harmonikar, ki igra rajši viže za veselice, sliši tukaj kaj drugega, ga morda pritegne. Imamo celo
člane našega društva, ki so začeli z diatonično harmoniko, da bodo igrali na veselicah, sedaj pa študirajo klasično harmoniko. Tako, da bi lahko rekli, da je na tem srečanju združeno prijetnost koristnim, ne? Tako. Najlepša hvala, želimo vam uspešno izvedbo tega tekmovanja oziroma srečanja. Hvala za vabilo in lepo vabljeni vsi gledalci TV Ideja.